Pozdravljeni, z vami Semenka in danes bomo govorili o tem, vse bo v redu. Pač tako nekako mi odzvanja v glavi, vse bo v redu. In sploh v bistvu nimam pojma, kaj bo prišlo, bomo šli kar preko kart prehodu na vodobo. Nimam pojma, kdo bo tole gledal, ampak sem prepričana, da je za tebe, ki gledaš tole, zadaj neko pomembno sporočilo. Tako da dajmo pogledati, kaj ima stvarstvo, kaj imajo vodniki zapovedati za tebe, kaj je tisto, kar je prav, da ta trenutek slišiš, ozavestiš, kaj je tisto, kar je prav, da veš. Vse, kar se ti ta trenutek dogaja, je povezano s tem, da se tvoja zavest širi na višje vibracije. In če ta trenutek seka v tvoje življenje, polno negative, in se ti ruši neka varnost, to pomeni, da ti življenje, stvarstvo, Bog, vodniki, tvoja duša želijo povedati, vse bo v redu. Ne glede na to, kaj se dogaja, vse bo v redu. Človeštvo se dviga na višje vibracije. Zmoreš občutiti čisto ljubezen in brez sodbe, se pravi tudi brez strahu. Zavedaj se, da ti, ki tole poslušaš, si povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. In tvoje naravno stanje je stanje ljubezni in miline in tega se zavedaj. Se pravi, tvoje naravno stanje je zaupanje, vera, upanje, ljubezen. Tvoje naravno stanje ni strah, panika, nervoza. Ne, to je vsiljeno, ker v bistvu smo prepričani, da smo ločeni stran od stvarnika, od vira. In če ta trenutek je v vašem življenju noč, se vemo, noč se menja z dnevom in tako naprej. In takrat, ko je dan, sploh pa takrat, ko je ubilo sonce, kako smo mi ljudje? Ubilo sonca, ne sonce, ubilo sonca, smo dobro, se napojimo s to svetlobo. Ko je tema, takrat počivamo. In ko v življenju pridejo temni oblaki, takrat se dejansko zavedajte, da je to samo preizkušnja, a zmoreš ohraniti vero. Dajmo pogledati naslednje sporočilo. Nekaj v tvojem življenju se poslavlja. In to, kar se poslavlja, je lahko navada, lahko je vzorec, lahko je to, kar se poslavlja, odnos, lahko je neka služba, ampak to, kar se poslavlja, dela prostor novemu. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Nekaj, kar ne sodi več v tvoje življenje, ampak slišim vzorec. Vzorec čustvovanja, vzorec reševanja problemov, vzorec, vedno, ko prideš do te ene in iste situacije, odreagiraš na enak način. Se pravi, se nek vzorec želi skozi situacije prečistiti, da jih ozavestiš, da vidiš, da pač tega ne služiš več. Naslednja stvar, kar gre skozi mene, je, to je vzorec tvoje družine. Mama, vzorec tvoje mame. In ta vzorec tvoje mame je preživet. Se pravi, kako je vedno tvoja mama delovala. Ko so prišli temni oblaki v življenju, kako je ona reševala probleme. Ker to pomeni, da ne vsi imamo svoje vzorce, ki smo jih povzeli po svojih starših. In vemo, da na podlagi teh vzorcev nastajajo genske bolezni. Se pravi, genske bolezni niso genske bolezni, ampak so v osnovi vzorci čustvovanja, ki se jih nalezemo od svojih staršev. In zdaj, če pogledamo, raziskave so pokazale, da otroci, ki so posvojeni, zbolevajo za enakimi genskimi boleznimi kot njihovi krušni starši. Se pravi, niso v sorodu, pa zbolevajo za enakimi boleznimi. To pomeni vzorec čustvovanja vaše mame oziroma človeka, ki je največ skrbel za vas. Kaj je tisto, kar dejansko mora oditi? Delaš prostor novemu. Čakajo te ljubezen, obilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi.
zavedaj se, da si popolnoma varen. Tukaj, zdaj, da je vse v redu in da točno to tvoja duša želi predelati. Dajmo zdaj naprej pogledati. Naslednje sporočilo. Se pravi, ja, še kar odzvanja. Vse bo v redu. Vse bo v redu. Mir. Angelski glas. Angeli ti šepetajo in dovoljuj, da te vodijo nebesne sile. Umiri se. V sebi ustvarjaj mirnost. Dovoli si slišati vodstvo. Angelski glas. Angelski glas ti hoče, te vodi. Vsi imamo svojega angela varuha. In angelski glas govori, rešitev je blizu, je tukaj. Bodi umirjena, da lahko slišiš jasno sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se ti porajajo, so angelska sporočila. Ampak tukaj ne govorimo o tistih mislih, ki so na paniko naravnane. Ne bo, to. To je program mame. To je mogoče program očeta. Gre se za to, da se umiriš in da slišiš tisti miren glas v sebi, ki dejansko šepeta. In ta glas je jasen klic, kaj moraš narediti. Angeli te vodijo k pravim ljudem. Angeli ti pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpirate cela angelska vojska in tebe ljubi vse stvarstvo. No? Bodi mirna. Vse je v redu. Vse je v redu. Dajmo pogledati naprej. Oddih. Umakni se v tišino. Brez slabe vesti si lahko vzameš čas samo za sebe. Samo zato, ker se imaš rada in se ceniš. Samo zato. In ta tišina jo sigurno ne boš najdla v hrupu, v trgovskih centrih, med paničnimi ljudmi. To tišino boš dejansko najdla v naravi. Najdla ob vodi, v gozdu, ob reki, ob morju, nekje, kjer lahko objameš mogoče drevo, nekje, kjer mogoče lahko vzameš v roke kamen, pa ga zalučaš v vodo. Enostavno rečeš, pač to naj odide, ne rabim več tega. Prav je, da si vzameš čas samo za sebe. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraš vrata novemu. Dobrodošlo. In s hvaležnostjo sprejmi. Pojdimo naprej pogledati. Naslednje sporočilo za tebe. Vse bo v redu. Vse bo v redu. Zaključek poti. Zanimivo. Prišlo je karta slovo in zaključek poti. Hvaležna bodi za izkušnje, ki ti jih prinaša življenje. Tadam! A ni to dobro? Nekaj se zaključuje in zdaj poglej, na katerem področju. Na katerem področju se lahko sama vidiš, kaj se zaključuje. Tisto področje v tvojem življenju, ki ti predstavlja največjo bolečino ali pa največje težave, ki se vleče kot jara kača, mogoče že leta in ne prideš iz tega ven. Pomeni, da tisto področje se zaključuje. In sedaj si na koncu določenega obdobja. Bodi sproščena. Najhuje je za teboj. To je bilo obdobje učenja. Hvala. Temu se reče korekcija duše. Temu se reče karmična lekcija. In to pomeni, ko mi osvojimo te karmične lekcije. In kako nastanejo karmične lekcije? V enem od preteklih življenj se nam je tako močno zataknila energija. Enostavno nismo zmogli biti v hvaležnosti, nismo zmogli občutiti miru, nismo zmogli spustiti, odpustiti in zaradi tega se je nastal tak gost energijski vrtinec oziroma se je zataknila energija. In potem pač pridemo v naslednje življenje z namenom, da naredimo korekcijo, popravilo, da popravimo to isto situacijo. Se pravi, se znajdemo v enaki godlji, kjer smo nekoč že bili, z namenom, da v tem življenju naredimo drugače. Pa vam zdaj povem eno zgodbo. Pri meni je bil en gospod na svetovanju in ta gospod predeluje pač karmično lekcijo s partnerco.
In se pravi, zdaj, če razumemo, vsak partner, ki pride v naše življenje, nam da priložnost za rast. Ampak kaj se učimo? Ne da postanemo bolj temni, bolj obteženi, bolj jezni in bolj v borbi. Ampak se učimo spuščanja. In to, kar sem videla na svetovanju, je bilo to, da ta njegova partnerca v 2 življenjih, jaz, ko sem opisovala energijo, sem rekla, je visoka, ima več moške energije, deluje kot moški. Rekel ja. Zato, ker v zadnjih 2 življenjih se je ona pojavila kot moški, se pravi pojavila, je bila v moški obliki in v obeh 2 življenjih mu je vzela življenje. Obeh 2, se pravi v tem življenju, kaj dela, na nek način mu pije energijo. In bo vse naredila, ni važno, koga uporabi za boj proti njemu. Ni pomembno, kaj naredi za boj proti njemu. Tudi laži uporablja. In zdaj pomislite, ko imate tako karmično lekcijo, kaj se učite? Ne, da se zmanjšate, da postanete še manjši, da se še bolj umaknete, da ste še bolj ustržljivi in da rečete, ok, jaz se pa zdaj tega ne grem več. Ampak se učite postaviti v svojo moč. In ko se učimo postavljati v svojo moč, pomeni, da take odnose enostavno povemo, kaj hočemo, kako hočemo, da se postavimo odločno za sebe in da ukrepamo tako, kot je prav. Za vse vpletene. Predvsem za otroke. Potem ena druga zgodba. Zadnjič sem govorila z eno gospo in njen dedek je naredil samomor. In ona je rekla, da občuti, kot da je ta ista duša tega dedka, ona. In sem vprašala, koliko je bil star dedek, ko je naredil samomor? Je rekla, okrog 50 let. Zdaj pa kaj to pomeni? Če bo sledila strahu, bo prišla na enako stopničko, kjer je dejansko tudi dedek pogrnil, se pravi ta ista duša. In se lahko zgodi, da pri 50 letih bo tako obtežena, toliko žalosti, toliko teže na duši, tle gor, na prsih, da enostavno bo videla kot samomor je rešitev. In zdaj vi lahko sami sprobate z mišičnim testom. Če imate vi v svojem programu samomor je rešitev, to je program, ki ga je za počistiti. Vzamete zdravilno molitev dekodiranja in daš noter, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s programom samomor je rešitev. Ker vemo, da samomor ni rešitev, to je beg. Pojmo naprej. Vse bo v redu. Vse bo v redu. Zdaj občutim, da se čisti strah, žalost, strah, razočaranje. Zanimivo, kakšna čustva, taka teža. No, da vidimo. Stvarstvo ti sporoča, da zaupaj v angelsko pomoč. Nadangel Ariel nosi nove vizije, nosi sporočila, odpira poti, mogoče tam, kjer jih ti ne vidiš. Odpira nove poti, hodi pred tabo in ti odpira in čisti pot naprej. Joj, korjo pot vam. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Dajte se obračati več na angele. To poznate, ne? V knjigi Angeli v mojih laseh sem prebrala, da je ogromno angelov brezposelnih. In to zaradi tega, ker smo jih ljudje nehali prositi za pomoč. Glejte, ker smo nehali komunicirati z duhovnim svetom. Zavedaj se, da je v tebi duhovna moč in da imaš sposobnost, da stvari vidiš drugače in bolj jasno. Prepusti se vodstvo angelov. Bodi v stanju ljubezni. Človeštvo te ta trenutek potrebuje, da božansko ljubezen in svetlobo usmerjaš v odnose, ki naj se spremenijo. In govoriš, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Ampak nikakor, enkrat je ena gospa na enem predavanju leta nazaj rekla, jaz isto to delam.
Reče, blagoslavljam te v imenu ljubezni, po domač povedan, zdaj sami dajte pi, kurc te gleda. To glih ni tista energija ljubezni, ne? Energija ljubezni pomeni, da enostavno nisi več čustveno vpleten v to dogajanje in da enostavno rečeš, v redu je, tako je v redu, točno to, zavedam se, rabim, to potrebujem, ta trenutek, to je tisto, kar je izbrala moja duša, v redu je, in ko se umirimo, pridemo do lekcije, ki je tam zadaj. In ta lekcija, ki je zadaj, je vedno povezana z nekim čustvovanjem. Lahko z gorečo željo, z pekočo bolečino, s potlačenimi solzami, z bolečo izkušnjo v otroštvu, pač neka bolečina. In očiščena si teže preteklosti. Super! Očiščena si teže preteklosti. Enostavno sporočilo. Ljudje ti držijo ogledalo, kjer vidiš, koliko se v resnici ceniš. Bodi usklajena z božansko energijo. Bodi kot mirna, pretočna reka obilja. Dovoli sama sebi, da ti je neskončno lepo in samo bodi. Samo bodi. In dovolj, da ta reka neskončnega obilja prinese v tvoje življenje to, kar potrebuješ. Ni potrebno, da plavaš proti toku. Dovolj je, da se prepustiš toku. No in včeraj, ko sem temu gospodu razlagala, sem rekla, v tvojem življenju niti ne vidim, da gre življenje kot brzice, ampak vidim kot kanjon. Ko reka pospešuje tok in te premetava iz enega konca na drugega in te potopi, obrne okrog, ampak te vidim, da si na koncu tega obdobja. Ja, imaš poškodbe na trupu tvoje ladje, ampak tvojega čolna. Ampak je v redu, zdaj si že mimo, da najhujše je za tabo, da samo še počisti ta strah, kaj sem doživel, ker je bila to divja vožnja, mirno naprej. In če se ta trenutek v vašem življenju dogaja ta divja vožnja, vse bo v redu. Vse bo v redu. Gremo naprej. Karma. Svobodna sem. Osvobajam se starih vzorcev. Tega ne potrebujem več. Točno to, kar se ti ta trenutek dogaja, je tvoja karmična lekcija. Zdaj gre skozi mene. Bodi mirna. Tudi če okrog tebe, v tvoji družini divja 3. svetovna vojna, v redu je. Vse bo v redu. Bodi mirna. Vse je v redu. Dajmo še to prebrati. 43. Zanimivo, da danes hoče tako sporočilo iti skozi mene. Čas je, da odstraniš vse stare vzorce, da prečistiš vsa nezdrava prepričanja, da sprostiš vezi in nemir, da se osvobodiš. Dovoli, da je v tvojem srcu mir. Lahko premagaš svoj največji strah. Zavedaj se, da si svobodna. Stvarstvo te podpira in to, kar se ti ta trenutek dogaja, je iluzija. Vse bo v redu. Vse se bo uredil. Vse je v redu. Duša je tako neuničljiva. A je to tako? Duša je večna. Dajmo naprej pogledati. Stvarstvo ti sporoča, da zaupaj. Zaupaj vase in v življenje. Podpirajo te vsa svetlobna bitja. Pač, kakšna sporočila danes hodijo? Ta trenutek se nahajaš na točno pravi poti. Popolnoma nič te ne more raniti, poškodovati ali prizadeti. Tvoja duša je večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebuješ na svoji poti. Ustvarjena si po Božji podobi in zavedaj se, da si popolna. Bodi v sožitju in povezana s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupaš v svoje božanske sposobnosti, večja je tvoja moč. Yes! Gremo naprej. Vse bo v redu. No, da vidimo.
na katerem področju za tole dušico stvarstvo praviš, da bo vse v redu. Kaj je tisto, kar ta trenutek tale dušica potrebuje, da bo lažje živela. Pred tabo je nova vizija. Nekaj se pripravlja, da te bo izstrelilo naprej, tako pozitivno smer. Tako notranji preporod, neka nova vizija, neke nove ideje, ki te bojo dobesedno ponesle naprej. Zaupaj. Pogojenost. Ta trenutek brskaš med kurami, poskušaš gagati kot raca, pa ne gre, in je čas, da se zaveš, da mogoče nisi v pravi skupini ptic. Da tvoja jata je mogoče nekje drugje. In tukaj je na sliki so ovce, pač nisi ovca, si nekaj drugega. In bolj kot se boš trudila, da boš med temi ovcami, bolj boš delovala proti sebi. Prihaja nova ideja, nova vizija, vse to, kar si do zdaj potrebovala, si potrebovala za tvoj razvoj. Vse je v redu. To je dušni razvoj, to je dušna korekcija. Dajmo naprej pogledati. Stvarstvo ti sporoča, da odlašaš. Ampak ne, da še odlaže, ampak da je to tvoj zapor. Tvoj zapor, ker vidiš tisto zeleno travo, vidiš tisto, kar si želiš, ampak si sama delaš zapor s svojimi prepričanji. Pa smo spet pri mami pa pri očetu, kaj sta govorila, kako moraš biti pridna, kako greš v šolo, kako narediš diplomo, kako to, kako ono, kaj bojo ljudje rekli, pa kaj bojo v cerkvi rekli, pa dost. Zdaj pa začni živeti, kaj ti želiš. Kaj pa tisto, kar tebe osrečuje, kje je pa tvoja strast, kje pa tebe učke žarijo, kje je pa tisto, kar ti veš, da s svojim talentom boš lahko dodala vrednost svetu. Ja, in vsa ta prepričanja, to si zdaj ti lahko pogledaš, tole slikco, žongliraš. Žongliraš, žongliraš, žongliraš. In veš, da to ni tvoja pot, da žongliraš med tolikimi obveznostmi. Da je mogoče lahko naslednja točka samo to, da te telo ustavi, duša ustavi. Kdo ti je nabil krivdo? Kdo ti daje krivdo? Toliko smo vložili v tebe, a zdaj pa takole, a tvoja hvaležnost, a zdaj boš pa kar takole naredila, pa nič nisi hvaležna. Halo, ne rabiš tega, ne rabiš tega. Ljudje, ki ti nabijajo krivdo, so manipulatorji. In te ljudje ni da delajo za tvoje dobro, ampak gledajo skozi strah, neverjetno skozi lastno korist. Vedno je tako. Zato se vprašaj, kaj mene osrečuje. Vem, da je težko, ko gremo čez svoje strahove in ko naša duša nas pripelje do tega, da premagamo, da prestopimo svoj največji strah. In zdaj, ko se zaziraš v sebe, ko so tvoje vode mirne, no, kam te pa zdaj pelje? Življenje te pelje v to, da jasno vidiš, da ti daje projekcijo. Se pravi, ljudi okrog sebe, ki ti na nek način kažejo stanje v tebi. In zato se zaziraj vase in spet je prišel ustvarjalec. Ti skozi meditacijo lahko ustvariš vse, kar si želiš. Prehod. Prehod. Očitno smo na nekem res prehodu in življenje nas, zdaj imamo pa tukaj obilje, vse je, in tukaj vir, poveži se z virom, stvarnikom, z izvorom vsega, kar je. Bog nam želi dati vse to, kar si želimo, in 1000-krat več kot to, kar si želimo. Ampak ne more nam dati, dokler je ta naša posoda za sprejemanje cela naluknjena. Ne more nam natočiti tega obilja, dokler pijem iz potoka s ta malo žličko za kavo. Potrebujem posodo.
da mi lahko natoči vse to, kar mi želi dati. Ne? In vsak strah, vsako prepričanje je ena luknja v tej posodi, in če dejansko posoda tako močno pušča, kako naj ti življenje da to, kar ti pripada. Partnerstvo. Tvoje življenje prihaja krasno partnerstvo, ki te podpira. Partnerstvo, ki je povezano s srčno energijo. Zanimivo, energijo. Zdaj bom preverila, ne, ni moje. Nekdo od vas, ki tole gleda, ker to je polje energije, je povezan s tem, da s prepričanjem meni ne pripada sreča. Pač tako, življenje je trpljenje, moram trpeti, da si zaslužim zveličanje. Pač, ojoj. Saj veste, cerkev nas je to dobro prepričana, ne? Ker moram trpeti, ja, ampak Jezus je vstal s križa. Mi pa želimo nositi križe, ne moram trpeti. Življenje je trpljenje, ker po tebi si bom pa zaslužila nebesa. In to partnerstvo, ki prihaja v tvoje življenje, je povezano tako na poslovnem področju, partnerji, ki te podpirajo. Tako, ne vem, na področju, ne vem, prostega časa, zadnjič sem govorila z eno gospo, je rekla, čisto preprosto iščem partnerja, partnerco za tenis. Rekla, pa koga dobivam, pa groza. Rekla, danes je problem s partnerstvom. In zdaj pa prva zadeva, ne? Če nikakor ne gremo s partnerji na noben način skupaj, kaj se učimo. Ena stvar je, da nam lahko partnerstvo kaže ogledalo, kaj se učim. Recimo, jaz zase govorim. Jaz sem rabila se naučiti postavljati meje. To je bila prva zadeva. Druga zadeva, kar nam lahko partnerstvo kaže, je lahko neka karmična vez, ki je povezana. Ja, jaz sem spet imel odzvanja. Postavljanje mej. Postaviti se v svojo resnico, govoriti svojo resnico. Biti to, kar si. Brez da prirejaš, brez celofana. Pač to, kar si. A ne? Avtentičnost. Se pravi, da si tak, da smo taki, kot smo. Zanimivo, prav v tem partnerstvu, ogromno take nizke energije, zdaj pa naprej, ne? Ker partnerstvo je potem povezano sploh intimno partnerstvo s spolnostjo. In ta trenutek se čistijo energije, tisto, prav na spolni čakri. In zdaj, če gledamo, kaj je spolna čakra. Ženska maternica je tako kot baterija energije. Kot, veste, tako kot recimo telefon priključimo da se napolni. Dejansko je ženska maternica ali pa spolna čakra je kot zalogovnik energije. Preko spolnega odnosa se partner priključi na to energijo in zdaj, če je partnerski odnos v ljubezni, se mu poveča srčna energija, to srčno energijo da ljubezen, da partnerci. In ta ljubezen se potem pomnožena spusti v maternico in spet, ko pride do spolnega odnosa, zaokroži ta energija, ki se pa zatakne. Če ima recimo nekdo, moški, recimo, težavno mamo in načeloma ne mara žensk, kaj se zgodi? On te ljubezni ne more dati naprej svoji partnerci, zaradi tega, ker ima težave z ženskami. Ravno tako. Ženska, ki ima zamero do moških, recimo, da je bila spolno zlorabljena. Kako bo njena maternica polna ljubezni, če je bila spolno zlorabljena? Kaj ona lahko daje naprej? Kar daje, je sigurno strup. In tukaj noter, v partnerskem odnosu, se začne tam kroženje energije in to kroženje energije je tako pomembno, razumeti to kroženje energije. In zdaj za vse tiste, ki veste, da bo treba tukaj se še kaj naučiti, pa kakšno stvar počistiti, dobrodošli, ženski krog, enkrat na teden predavanje, za tiste, ki ste v naprednem paketu, večkrat imam predavanja, v glavnem tisti, ki ste
pač o osebnem vodstvu, o tisti imate noter še vključeno tudi osebna svetovanja, ampak v vsakem primeru, bom dala povezave spodaj, da boste lahko pogledali, v vsakem primeru, vsak od nas ima še kaj za počistiti. Sploh spolni partnerji ali pa spolne zlorabe ali pa nekaj, kar je sramotno v družini, to se vse zapisuje na spolno čakro. In vse, kar je na spolni čakri, gre preko spolnega odnosa na partnerja. Zdaj pa pomislite, kaj na koncu nastane. Eno veliko sovraštvo lahko med dvema. Ljubeča energija je pa ravno nasprotje. Pa pomeni, da se dviga energija in in to je tisto, kar v bistvu preko prav ljubečega partnerstva se povečuje srčna energija in se povečuje frekvenca zemlje. No, tako da, te so zanimive zadeve. Pač mene zanimajo energije in me zanima, kako tečejo energije. In recimo Jože Muniha, ki meri energijo voda, ki meri energijske točke Slovenije in tako naprej. Pač to so tako neverjetni ljudje in veste, vse je energija. Tudi to, kar zdaj govorim, je energija. Dajmo pogledati naprej. Moralnost. Kaj se spodobi? Kaj se ne spodobi? To moralnost jaz doživljam kot cerkveni program, ki nas je tako močno zaznamoval v neke okove. In tudi vem, ko sem sama čistila partnerski odnos, dejansko sem imela, kot da bi imela tukaj čez prstanec okov priklenjen na zapestje. Tako močno, to sem čutila kot to zaobljubo. Se pravi, enostavno ne zmoreš iti naprej. Tako da vse bo v redu. Vse bo v redu, na vseh področjih bo vse v redu. Tako da to je današnje sporočilo in vse bo v redu. Dajmo še tele karte pogledati, pa zaključimo tole današnji klepet. Prihaja ena nova ideja, taka močna energija. Še enkrat, ljubimci, kaj se pa dogaja? Ti, ki tole poslušaš, ali je čas, da vžgeš to notranjo strast, prihaja v tvoje življenje nekaj strastnega, povezano s partnerstvom. Zdaj pa je lahko intimno partnerstvo, lahko je to, da postaneš sama sebi zaveznica, zaveznik, lahko je povezano s tem, da dobiš neko novo priložnost in je zadaj strast. Ampak v glavnem ogromno te pač lepe povezovalne energije. Na nek način čutim, da je konec nekega obdobja, ki je bilo povezano s tem, da to je bil v bistvu nek trening za tvojo dušo. In ta trening za tvojo dušo je bil povezan s tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Kaj bi bilo, kako bi bilo, če bi bilo. In tega obdobja je konec, tega sanjarjenja. Pač zgodilo se je, kar se je zgodilo v tvojem življenju. Verjetno rabiš počistiš še razočaranje nad tem, da si vse dala, ali v službo, ali v nek odnos. In čas je, da začneš kontrolirati svoje misli. Ker s svojimi mislimi ustvarjaš potek, kam gre. Če boš dajala vso pozornost na to razočaranje, kam si dala energijo, kako je bilo, kako bi si ti želela, če bi bilo, vse bi bilo, če bi bilo. Tudi čebula bi bila bula, če ne bi bilo če, ne? V vsakem primeru pač ni. In sprejmi resnico. Pred tabo eno novo obdobje in to novo obdobje je povezano s ful ustvarjalne energije, z jasnim izražanjem, se pravi, da jasno poveš, kako čutiš, kje si, kje se nahajaš, če ne gre komunikacija. V tem primeru pišeš in stvari prihajajo v tvoje življenje, rabiš samo počakati in to čakanje delaj tako, da se boš dobro počutila. Konec enega obdobja, kar je v redu, vse bo v redu in prihaja tako nova ideja, nova strast,
Tako, vse bo v redu. Vse bo v redu. Karkoli se ti ta trenutek dogaja. Vse bo v redu, ker to, kar prihaja, je nekaj tako dobrega, da ne boš mogla verjeti, da je to sploh možno. Pač za tabo je res težko obdobje, v redu je, mogoče te spravlja v to, da svečenik. Ja, čas je, da enostavno stvari vzameš v svoje roke, da enostavno se začneš zavedati, da kdo ti si in pol bo vse v redu. To je to. V glavnem, ne čutim, da bi zdaj delala meditacijo še z vami, bom pa spodaj dala povezavo za eno meditacijo, ali prav pa tisti, ki čutite, enostavno kliknite in naredite pač meditacijo za dekodiranje. Čutim pa, da tisto, kar se najbolj čisti, je eno tako globoko razočaranje, nemoč, ki je povezan ta občutek z enim od preteklih življenj. Takrat nisi zmogla, je bilo preveč ran, ni bil čas, zdaj je čas drugačen, podobne občutke imaš, ampak v tem življenju zmoreš in vse bo v redu. Tako da, uživaj, vse dobro in ja, naj te spremlja Božji blagoslov. Tako, naj bo vse dobro. Uživaj.